Nego obnohne kožice začnem najprej z odstranjevanjem, najprej kar majčkeno razkužim stvari, ki jih bomo potrebovali. Tule gre za izključno osebno uporabo, tako da je kar dezinfekcijsko sredstvo za roke pride v poštev. Trenutno sem še najbolj uporabljala P2 odstranjevalec obnohne kožice, vendar pa kakršnakoli kislina, ki jo imam doma za nego obraza, pride v poštev, samo da je pač majčkeno počasnejša. Če imate kakršenkoli odstranjevalec obnohne kožice za priporočati, sem odprta za predloge, ker je treba tega od P2 počasi zamenjati. Nohti so že zaščiteni s podlakom, ponavadi to naredim, kar preden odstranim manikuro, vendar tokrat nisem hotela, da bi kakšen bleščeč siv šlak seval preveč v oči. Namažem kar precej izdatno s sredstvom za odstranjevanje obnohne kožice. Probam čim bolj v te stranske predele iti, da se večina odstrani. Kot boste videli, verjetno kršim čisto vse predpise oziroma navodila, kako naj bi se obnohna kožica odstranjevala. Tako da tudi namesto tistih 15 sekund pustim par minut in potem temeljito odstranim s Curaproxovo ščetko, ki jo imam samo za ta namen. Držim se v bistvu samo enega pravila pri odstranjevanju odvečne odmrle kožice in to je, da me ne sme boleti. Vse ostalo pri meni pride v poštev. Če se le da, in ponavadi kar nekako vztrajam na temo, je, da zelo, zelo nežno to naredim. Upam, da je vidno na videoposnetku. Tako da raje vidim, da potem čez 3 dni ponovim celotno vajo, kot pa da bi majčkeno pretiravala pa kaj vnela. Tako da počasi. Tukaj je kožica kar zanemarjena, kakšna 2 tedna se nisem pretaknila, tako da je bilo treba še načeloma odrezati, ampak moje škarje so že slaboge, tako da je tole skoraj odščipanje. Nujno rabim nove, ja, vem. Ampak res samo v tistem modelu, ker ne boli. Nego zaključim, nadaljujem s svinčnikom, ki ima neke oljne delčke, sestavine, pa nekaj silikona, pa ne vem kaj še vse not. Istočasno mi služi za odstranjevanje še tisto majčkeno, kar je ostalo obnohne kožice, in zadnje čase sem zaključevala z Alessandro kremo za roke, ki nima vonja, kar mi izredno odgovarja, tako da sem samo to masirala še v kožico in to je bilo načeloma to. Upam, da vam je bilo uporaben filmček in se kmalu vidimo. Ja.